Na tretji večer glasbenega festivala Bled so se nam predstavile same babe z njihovim alternativnim šansonom v kombinaciji z gostom Janijem Kovačičem. Obiskali smo jih na predkoncertni tonski vaji, kjer smo že lahko uživali ob zametkih njihove glasbe, kot sogovornika pa sta se nam pridružila Viki Baba in kantavtor Jani Kovačič. Kaj pa lahko danes na koncertu tukaj na festivalu Bled pričakujemo? To še nas zanima v principu, zaradi tega, ker to je v bistvu danes gre za neko tako produkcijo festivala Bled, kakor jaz to razumem, ker so nas oni spajdašali z Jani Kovačičem. No. Tako da bo nek tak zanimiv interaktiven program, kjer bo nekaj igral on, nekaj bomo igrali mi, nekaj bomo pa skupaj igrali, pa malo tako mi bomo malo njegove pesmi peli, on bo malo pil naše pesmi, pa to tako, da se tudi mi veselimo, tudi malo smo, evo, bi se rekli tako pozitivno vznemirjeni, ker nismo tega še nikoli počeli, pa da vidimo, kako to izpada. No. Ja, mi smo se odločili za en tak bolj priljuden program, ne? Tako da bomo pač te različne žanre, stile bomo večkrat predstavili. Ne? Oni pa sploh imajo nek svoj stil, nekega kabarejskega pristopa. Ne? In predvsem je tukaj seveda gre za povrnitev k tekstu, ki ga recimo pop glasba izjemno zanemarja. Je pa res, da tudi opera zanemarja tekst, ne? Tako da to ni nič novega. In želimo pač na ta mogoče šansonjerski, kantavtorski način približati določene teme, ubesediti jih in jih pojasniti. Se vemo, ko ubesedimo stvari, se nam zdijo, da jih poznamo in se nam zdijo lažje rešljive. Če se pa vrnemo k vašim začetkom in malo še v ozadje vaše glasbe, kako pa se je vse začelo? Ja, ok, to je pa pač štorija gre takole, to bo malo daljša štorija. No? Z eno klapo smo se družili v eni beznici v Ljubljani, ki se imenovala Pri Pavli. In smo imeli tam pač stalno omizje, no, nekaj smo se igrali z neko poezijo, smo se pač neko tako pisansko poezijo šli. In jaz sem pa prej nekaj časa preživel v Pragi in sem pogrešal v Ljubljani to neko tako gostilniško kulturo. Se pravi, ko tam v Pragi imaš veliko tega, da se v gostilnah dogajajo koncerti, pesniški večeri in tako naprej. In potem smo s to klapo dobrodušnih src in zverinskih krikov to začeli delati v Pavli, v Stari Ljubljani, kjer smo predstavljali neznano poezijo, alternativne pesnike in tako. No, pač to so se imenovali literarne večerje, ker ideja je bila to, da gostilna naprej laufa, pač normalno se je, pije, takrat še kadine, vmes pa pride neka intervencija za 20 minut neke poezije. No. Uglasbili so poezijo Janeza Menarta in po prvem nastopu dobili povabilo za še dva. Od ust do ust sta se njihovo ime in glasba širila, danes pa so na sceni že 16 let. Moje nekako, mislim, da vsi ljudje imajo v sebi to že, ne? Samo nekateri to razvijajo, nekateri se želijo na ta način izraziti, drugi pa pač nekako ta svoj talent ali pa to svojo voljo zatrejo, ali ima pa drugi zatrejo in potem seveda postanejo bolj sam poslušalci ali pa še to ne. S tem pa se zelo si osiromašijo svoje življenje. Ne? Zato se mi zdi, da je to že od rojstva, da je človek ima to. In zdaj gre bolj za to, ali to potem razvijaš ali ne. Kot jaz pa Miha, ne, se pravi Orglič ali pa glavni vokalist, izvirali nekih takih rock vod ali pa blues, no mislim, Miha predvsem iz bluza, ker on je bil pač glavni pevc pri Holderjih, ne, se pravi to je bilo v 90-ih neka taka velika rock and roll skupina za one čase. Ne. Jaz pa pač Marko Kontrabasist sva takrat igrala pač v neki taki rockerski parodiji, no. Volč, se pravi trubentač, on je iz jazzovskih vod igra pač v big bandu, pa tako igral je pa tudi po raznih komercialnih projektih, ki zdaj ne bom našteval, ker nimajo pač to pač veze. Potem pa Matjaž, se pravi solo kitarist, on je v bistvu profesionalen muzikant v tem smislu, da živi pač od glasbe, no. Ne v kontekstu samih bab, no. Ker to je pač izključno, bi se rekel, nekak hobi projekt, ne. In zdaj
ponovadi z nami še pač bobnar, tukaj ga ni glede na dvorano in produkcijo, kakšno se pač danes gremo, ki pa tudi je, bi se rekel, profesionalni glasbenik, no, v tem smislu tudi pač živi. No. Kako pa ustvarjate? Kakšen je vaš proces ustvarjanja te zabavne glasbe? Zelo bendovski. Smo še tak, bi se rekel, starošolski bend, ko se dobimo vsak teden in na placu za vaje pač igramo in ustvarjamo, se pravi z neko kolektivnim prispevkom. No. Tako pač se dobimo pač in delamo na komadu. Ja, ogromno stvari je na svet, ki nas na nek način motijo ali pa so nam povšeči. In potem bi radi, da se to na nek način, da tudi drugi to slišijo, da tudi drugim to povemo, ne, na nek način, da to izrazimo. In eden od teh načinov je seveda poezija, glasba, slikarstvo je en, ples, s tema dvema zadnjima se ne ukvarjam. In seveda želimo, da bi ljudje tudi te občutke podoživeli in da na nek način, na ta način bogatimo svet in delamo ljudi širše. Ja, jaz bi pač izpostavil sigurno to, da smo letos izdali svoj 4. album, Vražji bend, ki je bil izjemno toplo sprejet, tako med občinstvom kot med kritiki. No, in se pravi, danes bomo iz tega albuma igrali eno pesem čisto za vzorc, pa še to zelo prearanžirano, tako da danes, kot rečeno, je čisto poseben dogodek. Drugače pa priporočam, da si nekako pridejo v stik s tem albumom ali pa da nas ulovijo na nekem rednem koncertu. Tako. Ja, da bi bilo fajn, da poslušajo stvari in da si vseeno vzamejo majčkeno časa pa poslušajo kakšno pesem do konca. Ker na koncu se skriva poanta.